Iz dokumentov je razvidno, da naj bi Gregor Bezlaj sklical 4. korespondenčno sejo Sveta Zavoda za turizem Maribor-Pohorje, na kateri naj bi obravnavali predlog za izdajo soglasja za izvedbo prireditve Split v Mariboru, Maribor-Splitu 2018. Ja, tako je 31.3. sem strani osebe prejel dokumente, v kateri so vsebovali dejansko moj podpis, bili sestavljeni brez moje vednosti, prav tako tudi o sami zadevi, katera je vsebovala noter, nisem bil seznanjen, ne prej, ne kasneje, ker je prišlo za dokumente iz strani, ki niti nimajo najmanjše povezave z dogajanjem, kateremu bili ti dokumenti tudi namenjeni, je dejansko res, da sem podal kazensko ovadbo zoper neznano osebo. Smatram, da bi na osnovi teh dokumentov lahko prišlo tako do zlorabe mojega imena, kot tudi posredno bi lahko prišlo do zlorabe tudi proračunskega denarja. Pridobili smo korespondenco po elektronski pošti, iz katere je razvidno, da je direktorica Zavoda za turizem Urbančič Vindiševa 29. marca letos svoj sodelavki Mojci Juhart in zunanjemu sodelavcu poslala predlog 4. korespondenčne seje, v katerem je poleg priloge vabilo in glasovnica za 4. korespondenčno sejo zapisala še: Prosim, da pregledata in uredita. Potrebno je zapisati tudi, kdo je že potrdil sponzorski vložek in koliko, ter priložiti sklep župana. Lep pozdrav, Doris. Za komentar smo povprašali še na Zavodu za turizem. Ti so nam na vprašanje, kdo je v imenu Gregorja Bezlaja sklical 4. korespondenčno sejo Zavoda za turizem Maribor-Pohorje, odgovorili, da o tem nimajo podatka. Ko smo jih seznanili z dejstvom, da smo pridobili dokumente, ki kažejo, da naj bi predlog seje poslala direktorica Zavoda za turizem, pa so nam odgovorili. O sklicu seje smo razmišljali, vendar do dejanske izvedbe ni prišlo. V primeru sklica bi postopek izvedli v skladu z zahtevami poslovnika Sveta Zavoda. Na razplet dogajanja bo treba počakati. Zanimivo pa bo tudi videti, ali se bodo potrdile neuradne informacije, da naj bi direktorica Zavoda za turizem pošiljanje elektronske pošte opravičevala tudi z vdorom na njen računalnik.